Lepo pozdravljeni. Slovenija že 5 let nima prave ekonomske politike. Zaradi tega beležimo vse slabše poslovne rezultate. Lani smo kot edino svetlo točko navajali izvoz, ki pa je komaj kaj narastel za 0,3%. Še vedno pa je Slovenija uspešna izvozna država, saj izvozimo 26 milijard evrov. In smo po teh rezultatih nadpovprečno uspešni v Evropski uniji. Žal pa seveda sam izvoz ne more razrešiti gospodarskih problemov in tudi gospodarski problemi ne morejo biti sami razrešeni brez ustrezne politične infrastrukture. Kaj mislimo s politično infrastrukturo? Najprej, da imamo vlado, ki drži skupaj, da ima ta vlada zelo jasno strategijo in da ta vlada učinkovito upravlja in vodi državne in javne uslužbence. Tukaj moram biti kritičen in ugotoviti, da v preteklem obdobju temu ni bilo tako. Že prejšnji predsednik vlade, gospod Borut Pahor, je javno na nekih konferencah v gospodarski zbornici med drugim povedal, da je v javnem sektorju preveč zaposlenih. Najbrž se spomnite številk, ki jih je navajal. In zadnja vlada je pripravila obsežno reorganizacijo, vendar zaradi tega tako državljani kot gospodarstvo nismo imeli kvalitetnejše javne in državne uprave. V tem trenutku imamo v Sloveniji okoli 125 000 brezposelnih z trendom naraščanja. Tudi ko pogledamo, koliko podjetij je prezadolženih, podkapitaliziranih, tik pred stečajem, se bojimo, da bo brezposelnost v Sloveniji še naprej naraščala. Še posebej zaradi tega, ker ankete, ki jih mi opravljamo med gospodarskimi subjekti, kažejo, da gospodarski subjekti ne nameravajo odpirati novih delovnih mest. Žal tudi za tuje vlagatelje nismo zanimivi in moramo grenko ugotoviti ob tej priliki, da v zadnjih letih mi v Sloveniji praktično nismo imeli nobene neposredne tuje investicije in da nekateri vladni krogi, ki se hvalijo, koliko smo imeli teh neposrednih tujih investicij, pozabijo povedati, da so tujci kupili predvsem naša uspešna nekatera podjetja zaradi težav Zvona ali drugih institucionalnih lastnikov, ki so zašli take težave, da so morali to prodati. Skratka, Slovenija tudi iz naslova neposrednih tujih investicij ne more računati na nova delovna mesta. Torej, kaj v takih razmerah lahko storimo? Podjetja sama morajo še odločneje v izvozni aktivnosti in tukaj je pomembna seveda tudi vloga gospodarske zbornice z našimi številnimi oblikami dela. V okviru programa Go International podjetjem pomagamo na tujih trgih, vendar pa brez prave strategije, kjer bo celotna vlada sodelovala pri promociji slovenskega gospodarstva, pri krepitvi blagovne znamke, pri povezovanju slovenskih gospodarskih subjektov že v Sloveniji, zato da bodo povezani na tujih trgih uspešnejši, ne bo nekih uspehov. To je samo eden izmed predlogov, ki jih mi danes naslavljamo, da bi se lahko znašli v novi koalicijski pogodbi, se pravi naslavljamo jih na vlado, ki se bo, upamo, oblikovala. Poudarjam, upamo, ker ni nobene verjetnosti, seveda, mislim, 100% zanesljivosti, da bo dejansko do vlade prišlo. Torej, naslednje naše sporočilo bi bilo, da se hitro organizirajo in da čim prej določijo svoje strateške cilje, s katerimi bodo povezano delovali za dobrobit vse Slovenije. Ampak kot rečeno, mi smo pripravili konkretne predloge, mislim, da ste jih tudi vi že prejeli, da
Gospodarska zbornica predlaga na področju reform, to bo kasneje naša sodelavka Tatjana Čerin predstavila, ampak mi mislimo, da bi morala nova koalicijska pogodba vsebovati tudi jasno opredelitev glede sanacije bančnega sistema z ciljem, da se odpravi kreditni krč. Istočasno opozarjamo, da vsaj tako velika luknja obstoji tudi v gospodarstvu. Slovensko gospodarstvo je v veliki večini prezadolženo in podkapitalizirano in tudi ozdravljen bančni sistem številnim gospodarskim subjektom ne more in nenazadnje tudi ne sme pomagati, ampak potrebujemo za to res neko strateško opredelitev, ali bomo preko nekega posebnega sklada, včasih smo imeli sklad že za razvoj, ali kakšne druge oblike reševali ta podjetja, seveda ob ustreznem kaznovanju njihovih dosedanjih lastnikov in tudi menedžerjev, če bo potrebno. Mislimo, da je naše sporočilo zelo utemeljeno, ko opozarjamo vlado na sanacijo javnih financ. Priporočamo in tudi svetovali bomo, da naj le bodo pozorni na opozorila, ki prihajajo tudi iz mednarodnih finančnih in bančnih krogov, nenazadnje tudi iz Bruslja, da Slovenija, preprosto povedano, nima urejenih financ zaradi tega, ker že 5 let zaporedoma zelo veliko kreditov potrebujemo za to, da sploh lahko zagotovimo tekoče financiranje javnega sektorja. In neke politike, ki bodo peljale v novo obdavčenje gospodarstva, bodo seveda samo še povečali naše težave in povzročila, da bo število brezposelnih še večje. Glede poslovnega okolja, mi smo na zadnjem ekonomsko-socialnem svetu podprli načelno izhodišča glede državnega premoženja in njegovega upravljanja. Smo pa seveda skupaj s sindikati zavrnili konkreten predlog z zahtevo, da vlada pripravi konkretne cilje. Kaj pričakujemo, mi smo rekli, recimo, da najbolj nazorno ilustriramo od tega, če bomo prodali Hit, ali pa če bomo prodajali res Luko Koper. Kam bomo ta sredstva vložili? Ali jih bomo namenili za nek nov razvoj, ki bo dal nova delovna mesta, neko novo dodano vrednost, ali bomo to res porabili samo za krpanje javnih financ. Potem smo pri poslovnem okolju zelo zaskrbljeni zaradi bremena davkov in visokih dajatev, o tem kasneje še kolega Goran Novkovič, in zaskrbljeni zaradi delovanja pravne države. Tukaj ne gre samo za nespoštovanje zakonov in predpisov, ampak gre predvsem za to, da ta naš sistem ne deluje. Mi smo pred kratkim imeli tukaj na zbornici vodilne predstavnike Vrhovnega sodišča, se pravi sodstva v Sloveniji, in skupaj ugotovili, da je naš pravosodni sistem počasen in marsikdaj neučinkovit. Jaz dodajam tudi netransparenten in verjetno tudi dobesedno zlizan s posameznimi omrežji, ki so nekako prikriti v Sloveniji. Najbolj nazoren primer je seveda ta postopek imenovanja stečajnih sodnikov pred 2 dnevoma. Ne vem, ali je to posmeh pravni državi, ali dejansko res prišlo po nekem vrstnem redu, so imenovali gospoda Dolaviča za stečajnega upravitelja podjetja iz iste branže in vemo, kdo je bil gospod Dolavič in njegovo vlogo pri propadu ne samo gradbenega podjetja, ampak tudi številnih podizvajalcev, ki so skupaj s tem gradbenim podjetjem Grosuple izvajali med drugim tudi precejšnje investicijske projekte za Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Naslednje področje, ki ga bomo predlagali, so pa seveda ukrepi za novo rast. Mi odločno podpiramo v Sloveniji varčevanje. Mislimo, da večja javna potrošnja ne bo prispevala k rasti bruto domačega proizvoda. To poenostavljeno ilustriramo z dejstvom, da večino potrošnih artiklov, ki jih kupujemo potrošniki, Slovenija uvozi, od telefona do avtomobila, žal v zadnjem času pohištva tudi, in da uvozimo tudi več kot polovico hrane in prehrambenih izdelkov. To
torej višja neposredna domača potrošnja bo pognala gospodarsko rast v državah, iz katerih mi uvažamo. Domačo gospodarsko rast bi lahko pospešilo potem neko investiranje, zagon investicij in gospodarskega in tehnološkega razvoja v tistih slovenskih podjetjih, ki bi s tem lahko dala delo slovenskim zaposlenim. To so recimo investicije na področju infrastrukture, investicije na področju inovativnosti, tehnoloških centrov, centrov odličnosti. Imamo še veliko priložnosti, vendar je zato tudi potrebno investirati pri izvozu z okrepljeno blagovno znamko Made in Slovenija, so tukaj priložnosti zelo velike. Skratka, učinek varčevanja bi morali preliti v zagon novih strateških investicij in tistih gospodarskih projektov, ki bodo neposredno prinašali delovna mesta v Sloveniji. Od višje potrošnje, naše mnenje je, ima na koncu učinek predvsem proračun preko davka na dodano vrednost in drugih, recimo trošarin in pa trgovska branža. Medtem ko najširša gospodarska sfera, predvsem pa novih delovnih mest, iz tega po našem mnenju ni. In seveda zadnji predlog v tem našem današnjem pozivu pri nastajanju nove koalicijske pogodbe se nanaša na odločnejšo podporo izvoznim programom, ne samo, da imajo tudi izvozna podjetja težave z garancijami in financiranjem pri slovenskih bankah, da imajo za nastope na tujih trgih sicer na voljo sredstva, ki pa so za nekaj odstotnih točk dražja, kot so sredstva pri naših konkurentih, ampak z ekonomsko diplomacijo, ki bo imela kadre, sredstva za svoje delo in seveda tudi neko strateško usmeritev za to, da bomo na tujih projektih lahko konkurirali z nekimi dobrimi praksami, se pravi z demonstracijskimi projekti, ki smo jih izpeljali doma. Pogosto se dogaja, da mi doma ne dobimo posla, ko so javni razpisi in potem seveda tudi v tujini težko konkuriraš. In nenazadnje tudi pri izvoznih aktivnostih slovenskega gospodarstva je vizumska politika, vizna politika, pridobivanje vizumov še vedno zelo boleča težava slovenskega gospodarstva. Predstavljajte si, da recimo morajo včasih nekateri naši poslovni partnerji prepotovati nekaj tisoč kilometrov, da se pokažejo na eni izmed ambasad, s katerimi Slovenija sodeluje, da lahko pridejo v Slovenijo, kar se da predstavlja potem oviro ali pa celo odpravi nek namen posameznega poslovnega partnerja nekje, da bi prišel v Slovenijo. Skratka, to so naši predlogi, ki jih bomo danes poslali pripravljavcem nove koalicijske pogodbe. Mi potrebujemo, kot rečeno, hitro, neko kompetentno vlado s kompetentnimi strokovnjaki in zelo jasno strategijo, kaj bodo njihovi glavni cilji in kako jih bodo tudi dosegli. Hvala lepa. Kakor veste, smo pogajanja za reformo trga dela, se pravi za dva zakona, zakon delovnih razmerij in zakon o urejanju trga dela, zaključili in zdaj je seveda ključna naloga, da državni zbor in poslanske skupine ta zakon sprejmejo. Želimo si, da s čim manj spremembami, se pravi s čim manj vloženimi amandmaji, ki bi posegali v obstoječo vsebino, ki so jo socialni partnerji uskladili. Kaj smo dosegli? Dosegli smo kar veliko poenostavljanje in poenostavitve na področju sklepanja delovnih razmerij in postopkov prenehanja, se pravi odpuščanja. Uspeli smo uskladiti interese na področju odpovednih rokov in odpravnin. Tukaj smo delodajalci nekaj manj obremenjeni, nekaj manj obremenjeni, kot smo trenutno. Uspeli smo tudi doseči enostavnejše prerazporejanje znotraj sistemov, se pravi,
Opredelili smo dve kategoriji ustreznega in primernega delovnega mesta, na katere lahko delodajalec za 6 mesecev prerazporedi delavca. Tudi nadomestilo za čakanje na delo je nižje, kot je trenutno predlagano. Na področju letnega dopusta so spremembe. Uspeli smo z zakonom o urejanju trga dela uvesti začasno in občasno delo upokojencev. Žal nam je, da delojemalska stran ni pristala tudi na uvedbo začasnega in občasnega dela za kategorijo starejših brezposelnih. In zagotovo je to ena od tistih tem, ki jih želimo v nadaljevanju še odpirati in seveda skupaj z tistimi zadevami, ki jih v dosedanjih pogajanjih nismo uspeli uskladiti ali sploh odpreti, ker ni bilo interesa pri ostalih socialnih partnerjih. Nadaljevanje pogajanj naj bi, vsaj to bi rekla, bi si mi želeli, odpiralo tudi te teme, ki so bile v tem obdobju nekako neželene. To je razprava oziroma rešitve v zvezi z odmorom med delom, nekatere rešitve za nadomestila, kot so nadomestilo za bolniško odsotnost, kjer delodajalci že dolgo časa opozarjamo, da so ta nadomestila previsoka, uvedba čakalnega dneva, tudi nekatere administrativne obremenitve, ki so še ostale v obstoječem predlogu, bi morale ponovno biti na mizi, odpravnine ob upokojitvi in še je tem, ki bi jih želeli delodajalci tudi v nadaljevanju, se pravi z novo vlado in s pripravljenostjo partnerja sindikalne strani odpreti in iskati možne rešitve za prihodnost. Dejstvo je, da je ena od tematik, ki jih bomo morali reševati v letošnjem letu, tudi študentsko delo. In ko je bila že omenjena koalicijska pogodba, ki jo bodo nove politične stranke podpisale, ki bodo tvorile novo vlado, bomo in želimo odpreti tudi ponovno vprašanje limitiranja socialnih prispevkov, tako imenovane socialne kapice. Da ne rečem, da v zadnjih letih nismo naredili absolutno nič tudi na področju razreševanja problematike sive ekonomije. To je nekaj tem, ki seveda jih je treba v letošnjem in naslednjih letih se lotiti in jih v dobro slovenskega gospodarstva in nas vseh reševati. Ob tem je treba tudi zelo jasno povedati, da gospodarstvo ne moremo dodatno obremenjevati. Tukaj mislim predvsem na segment zdravstvene dejavnosti. Vi problematiko poznate, se dnevno pojavlja v medijih. Zdravstvena blagajna ima velike finančne težave, ki jih rešuje s prenosom obveznosti iz leta v leto. Izvajalci na tem segmentu ravno tako, njihova likvidnost je v določenih trenutkih že tako vprašljiva, da ne poravnavajo računov dobaviteljem. In tukaj zagotovo so pritiski, jih že čutimo in bodo še v prihodnje po dvigu prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje, na kar pa absolutno ne pristajamo in ne bomo pristali. Že za ZPIZ-2 se je nakazala ta opcija širjenja osnov za plačilo prispevkov. Menimo, da se bo tudi pri spremembah na segmentu zdravstvene zakonodaje pokazala ta težnja in je za nas nesprejemljiva, dokler se pravi zdravstvena zakonodaja, se pravi Zakon o zdravstveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
ne uredimo na tak način, da izločimo iz obveznosti zdravstvene blagajne, se pravi javne blagajne, tiste zadeve, ki vanjo ne sodijo. Pogrebnine, posmrtnine, nižja nadomestila, tudi košarica pravic je nekaj, kar bo treba zelo natančno bi rekla, pregledati in seveda izločiti tiste zadeve, kot so specializacije, izobraževanje in še kaj drugega, ki vanjo ne sodijo. Nažalost je kljub obljubam ministra Gantarja, zdaj moram reči bivšega ministra ali vede ministra gospoda Gantarja, da bomo že v mesecu februarju socialni partnerji dobili spremembe zdravstvene zakonodaje, se to ni zgodilo. Ta trenutek ne vemo, ali so ti osnutki predlogi že pripravljeni, kje so in kdaj bodo na voljo. Zagotovo pa je to tematika, pri kateri želimo konstruktivno sodelovati. Kakor veste, je bila tudi v letošnjem letu uveljavljena nova pokojninska zakonodaja, tako imenovani SPIZ-2. Mi bomo zelo natančno sledili, bi rekla, posledice tega zakona, kajti trenutna situacija je dobesedno šokantna. Mi imamo konec decembra 2012 792 tisoč delovno aktivnega prebivalstva, imamo že 600 tisoč upokojencev. Ta številka upokojencev zelo hitro narašča tudi v letošnjem letu in en od podatkov, ki je zelo indikativen, bi nas moral vse skrbeti, to pa je, da je v obdobju od leta 2002 do leta 2012 v starostni skupini od 20 do 29 let starosti 50 tisoč manj zavarovancev v sistemu invalidskega in pokojninskega zavarovanja. To so šokantne številke. Treba se je zavedati, da bo potreba obrati neko strategijo pospešitve gospodarskega razvoja in seveda odpiranja novih delovnih mest. Tukaj je že gospod Hribar omenil, pričakujemo več novih investicij in bolj intenzivno politiko nove vlade na tem segmentu. Kakor sem rekla, nobenih dodatnih obremenitev, to je naše ključno napotilo novi vladi in seveda tudi sporočilo partnerjem, ki bodo oblikovali novo koalicijsko pogodbo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot smo že slišali, so obremenitve na gospodarstvo zelo velike že v drugih segmentih, kljub temu, da kot veste, je vlada v času pred novim letom in ob novim letom implementirala ali pa napovedala še dodatne obremenitve. Ena je prispevk oziroma dvig prispevka za obnovljive vire energije pri plačilu električne energije. Drugi so napovedane višje trošarine na energente, tudi na električno energijo, in tretji je že v medresorskem usklajevanju, to je predlog novega davka na sladke pijače. Mi smo v zvezi s tem začeli kar nekaj aktivnosti. Ena od zadnjih je ta, da smo ob soglasju podjetij danes na naši spletni strani, imate pa tudi v gradivu, objavili seznam s podatki podjetij, kaj ta elektrošok, to je dvig prispevka za obnovljive vire energije, ki se bo začel obračunavati ta mesec, pomeni za podjetja. Na seznamu, če malce naštejem, boste videli, kako pomembna so ta podjetja. Talum, Akroni, Štore Stil, Metal Ravne, Revoz, Julon, Salonit, Kalcit, Paloma, Lesonit, Papirnica Vevče, Steklarna Hrastnik, Eta Cerkna, Gorečane. Kot vidite, gre za izvoznike, za velika podjetja z velikim številom zaposlenih in poleg tega še v nekaterih primerih tudi podjetja v tuji lasti, ker je seveda spet slab signal za morebitne tuje investitorje nove v Sloveniji.
Skratka, številke, ko se boste pogledali, gredo 100 tisoče pa tudi milijone evrov dodatnih stroškov. Mi smo tudi za druga podjetja danes objavili na spletni strani merilec elektrošoka, s pomočjo katerega se lahko vsako podjetje izračuna, koliko jih bo ta elektrošok prizadel. Zlasti tudi zaradi tega, ker je ta elektrošok posledica od leta 2009, to se pomeni 3 leta neodgovorne politike, kajti kot vemo, izhaja ta elektrošok predvsem iz nebrzdane in neomejene rasti fotovoltaike. Pri fotovoltaiki pa smo dosegli že cilje, ki smo si zastavili za leto 2020, kar pomeni, da smo krepko presegali te cilje, ampak tukaj ni glavni ta problem. Ključni problem je naslednji. Gospodarska zbornica se seveda zauzema še kako za obnovljive vire energije in za učinkovito rabo energije, ampak ne za vsako ceno. In v tem primeru smo najbolj suportirali oziroma podpirali tisti obnovljiv vir energije, ki bo pravzaprav najdražji in krepko najdražji. In nihče v zadnjih 3 letih od številnih vlad ni reagiral. Zadnji takšen primer je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Mi smo v začetku januarja imeli sestanek na ministrstvu, obljubljeno nam je bilo, da v roku 14 dni do 3 tedne dobimo odgovor, kaj bi se lahko zgodilo. Ministrstvo je zahtevalo od javne agencije za energijo analizo, kako bi morda prerasporedili obremenitve znotraj odjemnih skupin. Do danes nimamo te analize. Še več, prejšnji teden smo neuradno dobili obljubo, da jo bomo dobili v dnevu ali 2, pa je še do danes nismo prijeli. Zato na nek način pozivamo tudi ministrstvo, da to analizo javno objavi, pa da se argumenti izmenjajo. Mi smo svoje podatke danes objavili. Naša želja je, da tudi ministrstvo to javno objavi, ker samo na ta način bomo seveda imeli vsi v državi transparentno videnje, kaj pravzaprav se na tem področju dogaja. Ker zadeva davek na sladke pijače, samo informacijo, Ministrstvo za kmetijstvo okolje je prejšnji teden poslalo gospodarski zbornici dopis, v katerem podpira našo zbornico kmetijskih in živilskih podjetij, da se ne uvede davek na sladke pijače zaradi večjih razlogov, od tega, da nima tudi po mnenju Ministrstva za kmetijstvo in okolje zdravstvenih učinkov, da ni dokazal o tem. Mimogrede, nekdanji minister za finance Šušteršič je to tudi pred približno 10 dnevi sam izjavil. Do tega, da to lahko povzroči padec prodaje in seveda manjši priliv v proračun, do tega, da se lahko kupna moč odliva v sosednje države in tako naprej. Pričakujemo, da bo nova koalicija ali pa tekoča vlada na nek način to tudi upoštevala. Kar zadeva trošarina na energente, ki zadevajo Ministrstvo za finance, prav tako kot davek na sladke pijače, pa zaenkrat nažalost še vedno nimamo nobenega odgovora o tem, kaj se s tem dogaja, in zaradi tega se seveda podjetja še vedno bojijo, da bodo še dodatno obremenjena morebiti z novimi trošarinami. Še ena zadeva mogoče z moje strani, mi smo prav danes dobili podatek tudi od Eurostata, smo ga izbrskali. Slovenija je, kar zadeva cene plina, ker že govorimo o energiji, za industrijske porabnike kar daleč na prvem mestu v Evropi. V informacijo, mi smo na sestankih, ki smo jih imeli z različnimi ministrstvi, sprožili vprašanje, zakaj se Slovenija ni bolje pogajala z dobavitelji, tujimi dobavitelji plina, predvsem zemeljskega plina. Zaenkrat, nažalost, tudi tukaj nimamo informacije, ali se je uspela, oziroma kje so pogajanja. Bila pa je neuradna informacija, približno 2 meseca stara, da nekaj pogajanja o tem obstaja, tako da upamo, da bo tudi na tem področju se je kaj zgodilo v kratkem.